Pozdravljeni! Danes vam ne bom povedala zgodbe, ki bi bila resnična, vendar se iz nje lahko naučimo veliko resnice. Vemiki, kot je Punchinello, so majhni leseni ljudje, ki živijo v Vemiquilu, ustvaril pa jih je njihov stvaritelj Eli. Nekega jutra se je Punchinello vstal, iz postelje stopil iz hišice in pozdravil svojega stvaritelja. Pogledal je okoli sebe in nazadnje se njegov pogled ustavil na veliki rdeči škatli v njegovem nabiralniku. Pogledal je po ulici navzgor in navzdol, da bi opazil tistega, ki mu je to podaril. Vendar ni bilo nikogar. Zato je odprl darilo. Kladivo, rad imam kladiva, je rekel. Nekaj hišic stran od Punchinella je živela Lucija. Ko se je zjutraj zbudila, je na vznožju svoje postelje našla veliko zeleno škatlo. Odprla jo je. Wow, čopič in barve, rada rišem, vendar kdo to ve, se je vprašala. Po ulici navzdol od Lucije sta živela brata Splint in Woody. Ko sta se zjutraj zbudila, sta na svojih nočnih omaricah zagledala pisani škatli. Hvala, Splint, se je zahvalil Woody. Tega ti nisem podaril jaz, je bil presenečen Splint. Kdo pa potem, sta se vprašala. Najbolje bo, da odpreva darila, sta se strinjala. Wow, šivalni set, je rekel Woody, rad šivam. Kitara, je rekel Splint, na to pa znam igrati. Kdo pa nam je to podaril, sta rekla. In nista bila edina, ki sta se to spraševala. Cvetličarka Violeta je dobila vazo z rožami, kuhar Hans je dobil kuhalnico, župan in njegova žena pa sta dobila čistilni set in knjigo z zgodbicami za otroke. Ker županova žena ne rada čisti, je knjigo začela prebirati, set pa prepustila možu. Pogledala sta na ulico, da bi našla tistega, ki ima je to podaril. Vendar poleg nekaj navadnih vemikov ni bilo nikogar nenavadnega. Videla pa sta družino, ki je imela otrgano kolo na vozu. Odkorakala sta na ulico in jih vprašala, kaj se dogaja. Tam so že bili Splint, Woody, Lucija, cvetličarka Violeta, kuhar Hans in Punchinello. Prišli so v mesto, saj so želeli najti tistega, ki jim je podaril darila, vendar ko so videli družino, so vsa darila položili na kup in hoteli pomagati. Kuhar Hans je začel pomagati prvi. Primil je kolo, brez da bi vedel, kaj se je sploh zgodilo, zato se je to prelomilo na pol. Oče je vsem povedal. Prišli smo, da bi pozdravili stvarnika Elija, vendar se nam je na mostu otrgalo kolo od voza, zato so nam oblačila padla v vodo, hrana pa nam je zmočil dež. Ker je župan hotel zadevo popraviti, je primil kolo, vendar se je to prelomilo na koščke. Županova žena je želela družini skuhati kosilo, vendar se je vrnila z zažganim kruhom in mrzlo juho. Kuhar Hans je želel popraviti svojo napako in šel domov po oblačila, da bi družino oblekal. Vendar ta oblačila niso bila primerna za družino, saj so bila narejena po njegovi majhni in čokati postavi. Najhuje pa je bilo, da so se vemiki začeli očitati za narobe opravljeno delo. Začeli so se prepirati. Zato se je Punchinello usedel na kup škatel in si zamislil, tako pač ne bo šlo. Dobil pa je zamisel. Pojdimo vprašati Elija za nasvet. Vsi vemiki razen družine so se odpravili po hribu navzgor do Elijeve hiše. Potrkali so na velika lesena vrata, Eli pa jim je odgovoril, kako vam lahko pomagam. Punchinello mu je povedal vso stvar za družino in kako so jim hoteli pomagati, vendar niso vedeli kako. Na kar je na njihovo presenečenje Eli na vse to odgovoril z besedico vem. Vemiki so bili presenečeni. Veš? Zakaj pa jim potem nisi pomagal? So ga vprašali. Saj sem jim, je rekel. Si jim? So ga vprašali z zanimanjem. Ja, poslal sem jih po poti, ki vodi skozi Vemiquil. Poslal sem jih vas. Nas? Ja, vas. Da bi jim lahko pomagali. Saj ste dobili darove. Lucija je premislila in dojela. Torej si nam ti podaril ta darila? Ja, delajte to, kar vam najbolje gre od rok. Vemiki so se zadovoljni z nasvetom vrnili nazaj v mesto do družine. Punchinello je za svojim kladivom popravil kolo in ga pritrdil nazaj na voz.
Župan je voz očistil, Lucija je na njega narisala veliko in lepo sliko, cvetličarka Violeta pa ga je okrasila z rožami. Kuhar Hans je skuhal večerjo za družino, medtem pa jim je Woody zašil oblačila. Po večerji jim je Splint zaigral na kitaro, županova žena pa je otrokom povedala zgodbico za lahko noč. Ker je bilo že pozno, so se v Emiki dogovorili, da bodo odšli do Elija jutri. Takoj, ko se je naslednje jutro sonce dvignilo nad vas, so v Emiki odkorakali po hribu navzgor do Elija vred z družino. Eli jih je že pričakal na klopci. Vidim, da ste napredovali, je rekel. Smo, so vsi rekli v en glas. Nazadnje pa ga je Punchinello vprašal. Poznaš še koga, ki potrebuje pomoč? Tako kot so v Emiki, lahko tudi mi vsaj pomagamo svojimi darovi drugim. Vabim pa vas, da narišete risbo svojega daru ali pa o njem napišete kratko besedilo.